Vnos živil. Vnos oziroma uvoz živil v Unijo urejajo številni predpisi, ki imajo namen potrošnikom v Evropski uniji zagotoviti varna in kakovostna živila. Živila, ki jih potniki uvažajo iz tretjih držav za lastne potrebe, se lahko uvozijo brez posebnih formalnosti. Vendar pa tudi pri uvozu živil za lastne potrebe lahko veljajo omejitve ali prepovedi, če je to potrebno zaradi varovanja javnega zdravja, zdravja živali ali rastlin in podobno. Živila neživalskega izvora. Z vidika predpisov, ki urejajo varnost živil, za vnos živil neživalskega izvora za lastne potrebe ni posebnih omejitev. Živila živalskega izvora. Zaradi tveganja prenosa živalskih bolezni veljajo pri vnosu živil živalskega izvora, mesa, mleka, mesnih in mlečnih izdelkov, rib, jajc, medu, za osebno rabo potnikov posebni pogoji, ki so določeni v uredbi ES številka 206/2009. V skladu z uredbo lahko potniki brez opravljanja veterinarskih formalnosti vnesejo na ozemlje Unije naslednja živila. Do skupno 10 kilogramov mesa in mleka ter mesnih in mlečnih proizvodov, razen mleka v prahu, hrane za dojenčke in posebnih živil in posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, ki izvirajo iz Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije. Do skupno 10 kilogramov mleka v prahu, hrane za dojenčke in posebnih živil in posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, ki izvirajo iz Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, pod pogojem, da teh izdelkov pred odpiranjem ni potrebno hraniti v hladilniku. Gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku in je embalaža nepoškodovana, razen če so izdelki trenutno v uporabi. Do skupno 2 kilograma mleka v prahu, hrane za dojenčke in posebnih živil in posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, ki izvirajo iz drugih držav, razen s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, pod pogojem, da teh izdelkov pred odpiranjem ni potrebno hraniti v hladilniku, gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku in je embalaža nepoškodovana, razen če so izdelki trenutno v uporabi. Do skupno 20 kilogramov ribiških izdelkov ali eno ribo, če njena teža presega 20 kilogramov, vključno s svežimi, posušenimi, kuhanimi, nasoljenimi, dimljenimi ribami, ter nekaterimi lupinarji, kot so kozice, jastogi, mrtve školjke in ostrige. Sveže ribe morajo biti očiščene. Omejitve ne veljajo za ribiške izdelke, ki prihajajo iz Ferskih otokov ali Islandije. Do skupno 10 kilogramov drugih proizvodov živalskega izvora, kot so med, žive školjke, ostrige in polži, ki izvirajo s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, za osebno porabo. Do skupno 2 kilograma drugih proizvodov živalskega izvora, kot so med, žive školjke, ostrige in polži za osebno porabo, ki izvirajo iz drugih držav, razen s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije. Večje količine izdelkov živalskega izvora se prinesejo v Unijo le, če se ob vnosu opravijo predpisane veterinarske formalnosti.
Veterinarskih pregledov so upravičeni tudi sestavljeni proizvodi, ki lahko poleg predelanih proizvodov rastlinskega izvora vsebujejo tudi predelane proizvode živalskega izvora, vendar brez mesnih proizvodov, kot na primer kruh, sladice, piškoti, čokolada in slaščice, vključno s sladkornimi izdelki, ki niso mešane ali polnjene z mesnim izdelkom, prehranska dopolnila, pakirana za končnega potrošnika, mesni ekstrakti in mesni koncentrati, olive, polnjene z ribo, testenine, ki niso mešane ali polnjene z mesnim izdelkom, osnove za juhe in arome, pakirane za končnega potrošnika, katerokoli drugo živilo, ki ne vsebuje svežega ali predelanega mesa ali mleka, ter ima manj kot 50% predelanih jajčnih ali ribiških izdelkov. Omejitve iz uredbe ES številka 206/2009 ne veljajo za osebne pošiljke proizvodov živalskega izvora iz Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina in Švice, ter za pošiljke ribiških proizvodov s Ferskih otokov in Islandije. Ali ste vedeli? Določeno sadje in zelenjava iz tretjih držav je ob vnosu v Unijo lahko podvrženo fitosanitarnemu nadzoru, za vnos prehrambenih proizvodov, ki vsebujejo sestavine iz zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, pa je lahko potrebno tudi CITES dovoljenje.